oziroma tretjim zaključnim delom simpozija. Najprej bi še enkrat vas, oziroma tretjim zaključnim delom simpozija, najprej bi še enkrat vas pozvala oziroma povabila, zadaj so še vedno na voljo knjige, publikacije, ki jih lahko kupite po ugodnih cenah, tako da vabljeni, da se napasete potem po zaključku programa. Zdaj bi pa kar začeli. Imamo še 4 predavatelje, z nami je Tjaša Šimunič, je naša absolventka na latinskem študiju latinščine in zgodovine z Filozofske fakultete in je tudi sicer zelo angažirana, akademsko angažirana, je zelo prizadevna v vseh tudi obštudijskih dejavnostih, za katere je nedavno prejela tudi univerzitetno priznanje. In kot rečeno, se ukvarja tudi, se pravi, objavlja tudi prispevke že, sodeluje tudi pri revijah Kloto in Kerija z uredniškim delom in z objavami. Zdaj bo pa nastopila s prispevkom iz Boccaccioovega De mulieribus claris, kjer bo raziskovala njegove vire oziroma zglede pri Liviju. Tako da, Tjaša, izvolite. Hvala lepa. Najlepša hvala za to zelo lepo predstavitev. Zdaj, meni je sicer uspelo napačen PowerPoint naložiti, tako da bom takoj, ampak ja. Ob tem bi samo še dodala, ker se naši Tjaši mudi na druge obveznosti po tem njenem prispevku. Sicer načeloma je tako, da se vprašanja zastavlja na koncu za vse nastopajoče, pa bi v tem primeru naredili izjemo in bomo potem vprašanja za Tjašo bi potem kar takoj po njenem prispevku, če se strinjate. Ok, bo, samo da se to naloži. Še enkrat hvala lepa. Zdaj Boccaccia, jaz verjamem, da vsi poznate, če ne drugega, iz raznih beril v osnovnih in srednjih šolah. Zdaj, kar je mogoče malo manj znano, je, da je pač on proti koncu svojega življenja oziroma po srečanju s Petrarko postal strašen humanist, ki se je lotil tudi različnih ogromnih enciklopedičnih latinskih del, med katerimi pač je tudi ta zbirka ženskih življenjepisov, De mulieribus claris, ki je tudi pač predmet mojega referata. Napisal jo je med leti 1361 in 1362 v Čertaldu. Ohranjena je več kot 100 rokopisih, da se potem v printanih verzijah sploh ne pogovarjamo, tudi zelo hitro bila prevedena v različne jezike, tako da izredno uspešno delo. Življenjepisi žensk, to je prva zbirka ženskih biografij po Plutarhu, se delijo nekako na arhetip Eva pa Marija, gre pač enostavno za eksemplarično literaturo, imamo dobre zglede, imamo slabe zglede in ravno zaradi tega, ker pač so predstavljeni kot eksempla, je bil Livij tudi super vir, zato ker je Livij tudi zavestno zasnoval svojo zgodovino pač z namenom podajati eksempla, kot smo se že pač pogovarjali včerajšnjem, za bralce. Kako so življenjepisi strukturirani? Na začetku poda ime ženske, rad se ukvarja z etimologijo, razloži njen rod. Načeloma velja, da če ima ženska plemenit rod, da potem je seveda tudi plemenita in se lepo obnaša in je dobra ženska. In tudi recimo takrat, ko ne ve točno, iz katere družine ženska izhaja ali pa kakšne prednike ima, pove pač ja, očitno je te mogla biti iz dobrih prednikov, če pa je take dobre stvari delala. Pomembna je tudi krepost, pa seveda deviškost. Dostikrat že iz tega, kako na začetku označi žensko spolno življenje ženske, ki jo opisuje, vemo, ali je to pozitivno ali slab ali negativen zgled. In potem sledi pač življenjepis ali pa opis dejanja, po katerem je ta ženska slavna, in na koncu dostikrat Boccaccio doda moralno poanto. Za noben od teh življenjepisov ni nekaj baš dolg, se pa glede na to, kako dolgi so, tudi vidi, koliko so te ženske posamezne njega zanimale. Takrat, ko ima kaj več zapovedati, se zelo dolgo razpiše, sploh v tej moralni poanti, ene pa res obravnava v tak četrt polovički strani. Zdaj, to delo je pač delo svojega časa. Tole je en rokopis. Zakaj sem tole izbrala tudi za tukaj, je zato, ker je nekdo, ki je ta rokopis bral, si ob strani v marginalije napisal male pač, kako bi temu rekli, opombice, da bi bolj lažje našel stvari v tekstu. In tukaj imamo najprej pač omenjen Petrarka, potem pa sledi obnova naslednjega odstavka, ki pravi mulieres moles, debiles corporis,
tardes in genii, se pravi, ženske so šibke, nezmožne telesno in počasnega uma. Da to je samo obnova prvega odstavka. Pač dejstvo je, da tale knjiga je do žensk ni ravno najbolj prijetna, ni najbolj prijazna in je tudi ena od knjig, iz katere se je potem razvil tisti slavni poznosrednjeveški Querelle de Femme, kot odgovor pač na to knjigo. Je bila pa zelo, zelo vplivna, uspešna, kot smo že videli že po rokopisih, in pa kar je zelo pomembno tudi, na nek način je predstavila te ženske iz antične srednjeveške tradicije v humanizem, v renesanso in potem kasneje in tudi potem služila tudi kot ikonografski priročnik za razne umetnike. Zdaj, kar se tiče žensk, ki so pri Liviju v tem obdobju, ki ga imamo zdaj prevedenega, jih imamo 10. 6 jih je takih, da bomo zelo hitro obdelali, pri 4 se bomo pa bolj malo več ustavili. Ilustracije so vse iz enega nemškega prevoda iz konca 15. stoletja. Gre za grafike, odlično so anahronistične, če me ne vprašate. Ampak ja, prva je Minerva. Zdaj, pri Minervi Livij ni glavni vir, življenjepis Minerve je v bistvu tak nabor komentarčkov iz različnih virov. Gre pa tak za zelo klasičen opis, tipično srednjeveško eufemerističen, alegoričen in pa vse te glavne lastnosti Minerve, se pravi imamo oljke, imamo sovo, imamo Minervo v oklepu. Sledi potem Lavinija, se pravi Lavinija, Enejeva žena. Zdaj, osnova tukaj je Livij, je pa potem Boccaccio veliko črpal tudi iz Eneide pa iz Servijevega komentarja za Eneido. Tukaj edino, kar bi mogoče izpostavila, je, da pač na zelo zanimiv način, mislim, kar je najbolj problem bil pri Liviji vedno, je pač to, da je ta, kam spada Silvij, kam spada Ascani, kam spada Jul, to je malo nejasno pri različnih antičnih avtorjih, tega se recimo on sploh ne dotakne, pač vzame Livijovo verzijo in to je to. Potem imamo klasičen rimski mit, in sicer Lukrecijo, posilstvo Lukrecije. Kar se tiče Lukrecije, je stvar zelo standardna, sledi Liviju, vključno z njenimi zadnjimi besedami, tudi načeloma velja, da če ima Livij pri teh ženskah govor, ga Boccaccio praktično dobesedno prepiše. Je pa tukaj mogoče samo zanimivo, da ne sledi potem, kaj se je zgodilo v Rimu po njeni smrti, v bistvu pride samo do njene smrti. In kar je mogoče vredno omeniti, je, da Lukrecija je bila lik, ki nikoli ni izginil iz kulturnega imaginarija po koncu antike. Se tudi veliko pojavlja v različnih delih. In tukaj, ko jo Boccaccio zavestno pristavi kot dober zgled, kot prav je, da se je ona ubila potem, ko je posililo, to je znak krepostne ženske, gre malo obratno prejšnje srednjeveške tradicije, ki jo je začel pa Aurelij Avguštin. Njen samomor je bil za pač krščanske pisce vedno problematičen, ampak Avguštin je bil pa potem prvi, ki je rekel, da je njen samomor greh, zaradi tega, ker če jo je nekdo posilil, potem se res ni imela zakaj ubiti. Če pa se je ubila, mislim, kaj potem je očitno nekaj mislila, da je kriva. In temu potem sledi zanimiva debata skozi srednji vek. Boccaccio recimo se tega sploh ne dotakne, ampak sledi Livijevi verziji in tisti klasični rimski verziji. Potem imamo Clelijo oziroma Cloelio, odvisno kako beremo. Načeloma podatki sledijo Liviju, ampak to je prvi življenjepis, kjer se malo več potem fokusira tudi na drugi veliki vir za to obdobje, na Valerija Maksima, iz katere, pač to je ženska, ki je dekle v bistvu, ki so jo dali kot talko pač etruščanskemu kralju Porseni, in je potem pobegnila skupaj z ostalimi ženskimi talkami nazaj v Rim. Zanimivo je, da Livij ne omenja rešitve s konjem, to pride iz Valerija Maksima. Je pa tudi zanimivo potem, da Boccaccio v tem, da bi jo rad še povzdignil, pokazal, kakšna legenda je ona bila. Doda še to, da verjetno še ona nikoli ni na konju sedela, ampak tukaj je zdaj našla enega konja, ga zajahala in pobegnila z njim. Tako da to je kar malo divja trditev, verjetno, ampak kaže tudi to, kar je pač Boccaccio znal dodati, malo popestriti življenjepise. Potem imamo še Virginijo oziroma Verginijo. To je ta, dve Virginiji sta v teh prvih knjigah. To je ta druga, in sicer tista, ki je bila patricijka, šla potem v tempelj Putikitije Patricije, potem, ko se je poročila z plebejcem in so jo patricijske ženske pač izobčile, ker se je poročila s plebejcem, zato je ustanovila potem svoj tempelj.
Kar je tu zanimivo, je, da sicer sledi Liviju skoraj 100%. Edino Livij pol na koncu napiše, ja, pač ona je bila super, naredila je tempelj, odlično, ampak ta tempelj je potem pač malo izgubil na ugledu zaradi tega, ker so v njega hodile čistilke, ki niso bile ravno najbolj primerne za to. Livij pa samo reče, Boccaccio pa samo reče, ne, ona je bila super, ona je bila tudi zgled za naslednje ženske in ta tempelj je potem večno ostal odličen. Tako da tu imamo prvič res tako malo bolj polemiko z Livijem. Potem imamo Harmonijo, to je hčerka Gelona Sicilskega. Zgodba pač je klasična, oziroma ne klasična, pravi, da ko je pač v Siciliji izbruhnil upor in so se uporniki spravili na kraljevo družino, so Harmonijo zakrinkali v služabnico, eno služabnico pa oblekli pač v njo in so uporniki ubili služabnico, ampak Harmonija je bila tako vzhičena, ko je to videla in navdušena nad tem prikazom zvestobe, da se je potem razkrila, da je v bistvu ona Harmonija in so še potem njo ubili. Kar je zanimivo tukaj je, mislim, seveda obe sta predstavljeni tudi pri Boccacciu, tako kot pri antičnih virih, kot pač zgled, ženski zgled, da je Harmonija pri Liviju je, ampak res zelo obrobno. In Livij se dosti bolj osredotoča na smrt ene njene sorodnice, medtem ko njena smrt je pa dosti bolj opisana pri Valeriju Maximu, tako da tu imamo pač potem spet primer, da Boccaccio sicer bere Livija, ampak ko se pa potem odloči, da mu je kaj bolj všeč v katerem drugem avtorju, pa potem kar doda podatke iz drugega avtorja. Ja. Zdaj pa tiste 4 malo bolj zanimive. Ta prva je Rea Ilija, seveda mati Romola Parima, ki tukaj lepo letita skozi okno proti volkuljam. Zdaj, imena sorodnikov, njena usoda, to ima iz Ovidija. Pač konča zgodbo s tem, da so jo zidali v skalo, medtem ko kateri drugi avtorji, recimo rimski pač pesniki iz avgustejske dobe imajo pač drugo verzijo, tisto verzijo, ko se potem ona v bistvu postane žena rečnega božanstva. Tukaj v Boccaccijevi verziji posilstvo ne obstaja. Čisto vsi antični viri, ki o Rei Iliji govorijo, pravijo, da je bila posiljena. Boccaccio pač reče samo ne, pač ona je bila vestalka, ampak ker je pač ženska ni mogla zdržati. Smola. Kar je tudi zanimivo je, da sploh ne omenja Marsa, kar pa je pač direktno posledica Livija. Livij, ko opisuje Reo Ilijo, ne reče, da je bil Mars oče, reče samo, da je pač da je Rea Ilija rekla, da je Mars oče, ali zato, ker je pač res tak mislila, ali pa zato, ker se je zdelo, da bo pač to dejanje manj narobe, če bo Bog tisti, ki bo pač oče otrok. Tako da, čeprav Boccaccio drugje pač zelo eufemeristično obravnava bogove, tukaj pač Marsa, ker enostavno zbriše iz zgodbe in Livij mu je dal ravno to priložnost, da to naredi. Je pa zanimivo, ker to je res eden od teh življenjepisov, kjer se Boccaccio odloči pač antično zgodbo spremeniti v neko priliko, pridigo za svoj čas. In sicer tukaj potem Reo Ilijo opiše relativno v kratkem stavku 2, potem pa doda zelo dolgo pridigo proti zapiranju deklet v samostane, ki je namenjena očetom, ki pošiljajo dekleta v samostane, preden bi se ona lahko odločila, če je to za njih ali ne. In ženske itak večinoma niso pač primerne za samostan, ker so pač preveč pohotne in tega ne zdržijo in potem samo iščejo možnost, kje bi našle moške in delale z njimi pač, kar se z njimi dela. S tem, da je tukaj zelo zanimivo, ker tu je prvič, ko sem se jaz res vprašala, kdo je sploh naslovnik tega dela. Zato, ker pač Boccaccio sicer cel čas trdi, da so naslovnik ženske, da je to pač knjiga, ki je namenjena kot zgled za ženske. Ampak poanta cele te biografije pa je, moški, ne zapirajte svojih hčerk v samostan. Tako da pač tukaj je sporočilo, ki ni usmerjeno proti ženskam, ampak je usmerjeno proti pač plemičem, ki so svoje hčerke namenili v samostan, preden so bile dovolj stare, da bi se za to odločile. Potem imamo ta drugo Virginijo, oziroma ta prvo kronološko. Tale zgodba je mogoče malo manj znana, je pa Livij izrecno vzporedi z Lukrecijo. Gre za čas diktature Dekemvirov v Rimu, ko se Klavdij odloči pač zlorabiti svoj položaj kot Dekemvir in kot pač vrhovni sodnik takrat
ko se zaljubi v Virginijo in potem razsodi na sodišču, da je ona sužnja in posledično lahko potem ona pripada njegovemu osvobojencu, da bi jo lahko potem on izkoriščal, ampak njen oče tega ne more prenesti in ker je to po njegovih besedah edini način, da ji zagotovi svobodo, jo ubije. Zdaj zgodba sledi Liviju, je malo manj podrobna kot pri Liviju, je pa to en od primerov, ki pač ima ženska izredno pasivno vlogo. Virginija v tej zgodbi ne naredi ničesar, kar je v bistvu zelo zanimivo, ko imaš ti knjigo, kjer je mišljeno, da pač daš zgled ženski, Virginija pa v bistvu tukaj vse, kar naredi, je, da se joče 3 strani, kar pač logično. In potem poanta v bistvu sledi čisto spet neki drugi stvari in Boccaccio napiše pridigo proti nepravičnim sodnikom, kar je spet potem vprašanje, komu je ta knjiga namenjena, kdo je naslovnik. Zato, ker ženske seveda v srednjem veku ne da niso bile sodnice, nobeni niti pomislil, da bi lahko bile sodnice. Tako da spet vprašanje pač, kdo je bilo občinstvo, kdo je bil bralec. Je pa tudi zanimivo, koliko malo se tukaj pojavlja diktatura Dekemvirov. Pač v Liviju je to glavna stvar, ful si vzame časa, da jo opiše tudi skozi ta proces proti Virginiji, medtem ko Boccaccio jih v bistvu omeni z eno besedo in v bistvu vse obrne bolj na to, koliko morajo pač sodniki biti pravični in ne smejo soditi svojim interesom. Potem imamo en malo manj znani lik, Busa. Zgodba govori o tem, da pač po porazu proti Hannibalu rimska vojska razbita, brez orožja, brez oblek, brez vsega, teka po podeželju, se zateče v mesto danes Canusa in tam jih ena zasebnica Busa jih ne samo, da jih pogosti, tudi da jim obleke, da jim orožje, pošlje jih potem naprej in da jim spet ta zanos bojevniški. Pred Boccacciom sta to zgodbo opisala samo Livij pa Valerij Maksim. To je res slabo znana zgodba, tudi zatem je bila zelo slabo poznana, pisana. Livij jo opiše zelo pozitivno, ampak Valerij Maksim pa si dolžna tukaj malo polemizirati in jo primerja z pač Fabijem Maksimom, kjer pač trdi, da Fabij Maksim, recimo, ko je prodal svojo skromno kmetijo, da bi rešil čast Rima, da bi odkupil vojne ujetnike, si je nakopal s tem revščino, ampak je to naredil za državo, medtem ko Busa pa je sicer razdala veliko denarja, ampak njej to v bistvu nič ni pomenilo, kar se tiče gmotnega stanja in zaradi tega njeno dejanje manj vredno. Tu je bolj zanimivo, ker Boccaccio gre v obratno smer. Boccaccio tukaj potem direktno polemizira z Valerijem Maksimom in ne samo, da reče, da je bilo Busino dejanje hvale vredno, reče, da je ona bila bolj radodarna kot Aleksander Veliki. In gre v bistvu v smer, pač ja, Aleksander Veliki je ful razdajal, ampak je dajal vedno samo prijateljem, pa imel je dosti, pa v bistvu tega pač ni tangiralo, medtem ko Busa je bila pa zasebnica, pa ne bi bilo treba, pa še ženska je bila, pa ženske so po naravi pač pohlepne, ne dajo rade denarja itd. Tukaj imamo res primer, ko ne samo, da pač uporabi Livijevo biografijo, ki jo še nadgradi z Valerijem Maksimom, ampak tudi potem zavestno polemizira prvič z Livijem, ker je premalo o njej napisal, če pa je tak izgled radodarnosti, ki je pač za Boccaccia res zelo pomembna vrednota. In še dodatno potem polemizira z Valerijem Maksimom, ki trdi, da v bistvu to sploh ni bilo neko veliko dejanje. Boccaccio še potem doda dodatno pač poanto in sicer, ja, moraš biti radodaren, samo ne sme to iti tebi na škodo, v bistvu, če z radodarnosti sledi obožanost, to ni okej. In potem imamo še eno, in sicer Veturijo. To je pa mama od tega slavnega rimskega izdajalca Coriolana, ki je šel proti plebejcem, zaradi tega bil izgnan, šel k sovražni vojski in z njo napadel Rim kot poveljnik in noben ga ni mogel prepričati, da naj pač neha, dokler niso rimske ženske na čelu z njegovo mamo Veturijo, njegovo ženo Volumnijo in njegovimi otroci, eni recimo tukaj na igrački od konja, šli v tabor in ga je mama skregala in je on potem šel, nehal oblegati Rim. Tako da v bistvu tukaj je zelo zanimivo, ker Liviju sicer sledi zelo tesno, ampak poanta pa absolutno ni Livijeva. Livij njo predstavi kot pozitiven lik, tudi v tradiciji je bila načeloma pozitiven lik, tudi pač vidi se iz zgodbe, koliko so bile potem ženske cenjene zaradi tega.
Zanimivo je, da Valerij Maksim potem še našteje dodatno, kaj so ženske zaradi tega dobile. Livij omenja samo pač tempelj. Valerij Maksim pa našteje potem še, da so se mogli moški na cesti umikati, da so jih mogli pozdravljati, da so potem lahko dodatno krasno nosili pa zlate obleke in podobno. In to je za Boccaccia velik problem, ker v bistvu reče, ja, pač Vittoria je bila ful fajn, ampak. In potem ima stran pa pol tega, kako je pač to, da je ženskam bil dovoljen okras in vse vodilo v poženščenje družbe in poženščenje moških in v propad morale in zaradi tega danes so vsi moški revni, ker njihove ženske zapravljajo denar za uhane in ženske samo čakajo, kdaj bojo lahko podedovale po 100 ljudeh, ki so jih dali v njihove oporoke. Zanimivo je pač, ker tukaj imamo žensko, ki je bila v tradiciji res vedno pozitiven zgled, ampak Boccaccio pač sicer reče, da je dobro naredila, kar je naredila, ampak v bistvu si ne zasluži hvale ravno zaradi tega, ker je iz njenega dejanja potem sledilo to, kar on vidi kot pač propad morale celotne civilizacije. Pri njemu je dosti bolj kriv Coriolan. Tako da tu imamo pač res spet zanimivo polemiziranje z neko legendo, ki je bila dejansko poznana in zavestno pač gre proti zgodbi, ki jo je prebral v Liviju Valeriju Maksimu. Na splošno sicer sledi Liviju. Zdi se mogoče, da je ene pač ženske, kot je recimo Lucrecija opisal samo zato, ker jih pač ni mogel preskočiti, ker so bile preveč pomembne za to, da bi jih kar preskočil, tudi ne daje velikega zanimanja, predvsem pa so mu ponujale pač izhodišče za moderne teme. Če mu Livij ni ravno najbolj ustrezal, si je potem pomagal z drugimi avtorji. Dostikrat sledijo, tako kot smo videli pri Vittoriji pa pri Reji Ilije, ker take nepovezane pridige ali pa celo diatribe. Pojavlja se tudi vprašanje publike, kdo je pač naslovnik vseh teh življenjepisov, niso seveda bile samo ženske, očitno ne. Predvsem pa nam pač potem, ko gremo primerjati pač njegove življenjepise z njegovimi viri, dobimo pogled na to, kako je sploh on razumel rimsko zgodovino. Vidimo, da mu je bil Livij tako velika avtoriteta, da v bistvu, če je Livij nekaj rekel, načeloma ni šel proti njemu, kar se tiče zgodovinskih podatkov oziroma tega, kaj je on razumel kot zgodovinske podatke. Predvsem pa pač dobimo zelo dober pogled na to, kako je pač Boccaccio razumel žensko pa vlogo ženske v družbi. Hvala. Ja, hvala. Zdaj bi pa kar povabila mogoče publiko, da zastavi kakšno vprašanje. Lep pozdrav, Milena Blažič, sicer sem naslednja na vrsti, ampak bi spoštovano kolegico vprašala. Boccaccio, ta vir je zelo znan in pravzaprav je eden izmed prvih pisnih virov, ki med temi ženskimi življenjepisi ali biografijami omenja pravzaprav papežinjo Ivano. A se mogoče spomniš kakšnega detajla, ker to je tabu tema še danes pravzaprav papežinja Ivana. Hvala lepa. Ja, sicer jaz sem se osredotočila pač na te ženske oziroma na Livija, tega, ki ga imamo prevedenega kot vir za tole. Papežinja Ivana je pa seveda srednjeveška legenda o pač ženski papežinji, ki naj bi celo potem rodila na prestolu papeškem. Zelo popularna v srednjem veku. Boccaccio načeloma, kar sledi, je pa res, da pač je potem to ena res tipična, bomo rekli, Eva v njegovih življenjepisih, ne? Največji greh. Ima več primerov tudi, kjer ženske pač uskrunijo čaščenje bogov pa krščanskega boga pa cerkve in to se mu potem zdi kot res ta krona pač ženske ošabnosti, da si drzne celo papeštvo prevzeti. Jaz bi pa samo omenila kot eno zanimivost, da je tudi Geoffrey Chaucer v 14. stoletju napisal eno pač tako dolgo pesnitev, lahko bi človek rekel temu zbirko pesmi, ne, malo podobno, recimo je bilo to koncipirano kakor Canterburyske pripovedke, ki je pa naslov, ima naslov Legenda o dobrih ženah, Legend of Good Women, in je pač tudi nek tak kompendij življenjepisov, je pa v bistvu tako, da je precej humorno napisan, ne, tako pač recimo pretirano bombastično
In tako, in tam je pač tako, da so te ženske v bistvu tako tiste, ki so bile tradicionalno prikazane kot pozitivne, kot tudi tiste, ki so bile prikazane kot negativne, so vse pač opisane kot neke žrtve moških, ampak tako da je v bistvu, da se vidi, da se je pač da se je on pač pri tem precej zabaval, ko je to pisal. Medtem ko in tudi razne stvari so narobe in tako in potem recimo je zanimivo, ker so to marsikdo pa to jemlje precej dobesedno in potem so pač zelo proučevali, kaj vse ne drži, recimo v primerjavi z drugimi viri, pa to, seveda je bilo pa to mišljeno bolj kot kot nek štos, vsekakor. Ja, pač res je, po Boccacciju polkar izbruhnejo tak nabori življenjepisov ženskih v različnih oblikah. Je pa res, da pač Boccaccio je to dejansko razumel kot resno zgodovinsko znanstveno delo, ne. In tudi iz njegove obravnave, pač sicer ne navaja svojih virov, reče pa pač eni pravijo tak, jaz mislim, da je to prav zato. Tudi veliko ima etimologij tega, vidi se, da je veliko stvari prebral. In on je dejansko to razumel kot resno zgodovinsko delo, hkrati pa pač potem to uporabil kot družbeni zgled, ne. Ja, to je potem razlika med takimi, ker Chaucerja je bilo res brez veze na tak način predelovati. Najlepša hvala, ja. V bistvu samo eno kratko vprašanje, torej ste omenjali prej Silviji, da ne omenja Marsa, ne, oziroma ne omenja tega posilstva. Je to možno skozi te, kako bi rekel, skoraj katoliški oziroma krščanski pogled, pač antična božanstva niso obstala oziroma v bistvu so to demoni ali tako naprej. Sicer po drugi strani ste lepo pokazali Minervo, no, torej kako Boccaccio interpretira potem Minervo, je to božanstvo ali to, če lahko malo to naslovite. Hvala. Bom mogoče začela z Minervo. Boccaccio ima zelo rad evfemerizem. Se pravi pač to idejo, da so bogovi, da je čaščenje bogov v bistvu posledica tega, da je enkrat obstajal, ne vem, Minerva, recimo velik izumitelj, ki je izumila tkanje, volno, bla, bla, bla. In so potem ljudje bili tako veseli tega izuma, da so skozi stoletja začeli častiti kot boginjo. In se je pač zgubila ta ideja, da je bila ona dejansko enkrat en človek. Tako da v tem primeru ima tudi par alegorij, pač Minerva bolj poveže recimo z vulkanom kot z alegorijo, pač vulkan kot goreča ljubezen in ona se temu izogne in zato se ona v mitu bori z vulkanom. Tako da on načeloma gre evfemeristično pa alegorično. Jaz mislim, da pri Reji Iliji on ni omenil Marsa. Ravno zato, ker mu je Livij dal možnost, da ga ni. In sicer že Livij tu ne reče, da je oče Mars, ne, tako kot sem rekla. Livij reče, ja, Reja je zanosila, bila je posiljena, rekla je, da je oče Mars. Ali je to sama verjela, ali pa se ji je zdelo, da bo pač pol manj narobe, ne. In pol si jaz mislim, da se Boccaccio samo ni zdelo sploh potrebno, da bi on rekel, ja, to v bistvu ni bil Mars, ker že Livij ne reče, da je Mars, ne. A lahko, ne vem, a smem jaz tukaj samo eno majhno vprašanje, mislim, ponavadi ne pritihtne moderatorje, ampak samo v zvezi s to Reja Ilija, Reja Silvija, ne, ker pač jasno gre za Silva pa Hile, grški izraz, pa me zanima, ker ste prej omenili tudi etimologije, ne, se pravi, a se ustavi kaj tudi ob tej etimologiji kot, ne vem, snovnemu principu ali tega dekleta? Ja, ne, pri njej ne. Pri njej ne, Pri kateri drugi se? Pri Virginiji recimo pač to še imamo mi danes z angleško virgin, seveda latinski virgo. Pri Reji Iliji pa ne, pa tudi uporablja to verzijo Ilija iz bolj iz pesniško, no, ne to. Kako pa pri Liviju? Mislim, da ima Livij tudi Ilijo. Tudi Ilijo, ne vem. Mogla bi res potrebila, ampak ja, ne, on ima res to Ilijo, pa pri njej se sploh ne ustavi potem. Lep pozdrav, a sem prav zastopil, da tudi če Livij pohvali ženske, jim Boccaccio najde kakšno hibo. A to drži, a sem prav razumel? So življenjepisi, kjer se to zgodi, ja. Recimo Veturija je dober primer tega. Res je tudi, da je večina življenjepisov v pač slavnih ženskah je slabih izgledov, ne dobrih izgledov, velika večina. Načeloma sledi Liviju, ampak recimo tudi
potem ta Virginija, ki je ustanovila tempelj pač plebejske Podikitije, in jo recimo Livi reče pač, Livi ima na koncu tak malo obratni zaključek, v smislu, ja, pač je bil dober tempelj, ampak potem so v njem častile neprimerne ženske in je propadlo. Boccaccio pa zavestno reče, ne, pač to je bilo super. Ona je bila super, spodbudila je veliko žensk kreposti, tako je treba. Tako da v bistvu gre v obe smeri. Tudi mogoče malo odvisno od drugih virov, ne. Tukaj recimo pač pri Veturi specifično je malo drugače, zato ker on razume to, kar je njenemu pač dejanju sledilo kot propad družbe, ne. In on sicer ne reče, Veturija je naredila to, kar je naredila slabo, ampak je vseeno pol njeno dejanje vodilo v katastrofo, ne. Ja, hvala lepa. Tjaši, in bi mogoče nadaljevali, kar lahko, bi povabila naslednjo referentko, da se mi pridruži. Ja, tudi vam. Z nami je profesorica dr. Milena Mileva Blažič, ki je mogoče ni treba posebej predstavljati, ker je redna udeleženka tega našega Grošljevega simpozija. Zaposlena je vseeno bo v nekaj besed o njej tudi na Pedagoški fakulteti, kjer je redna profesorica za didaktiko književnosti. Je sicer tudi, ukvarja se veliko z literaturo in še posebej njena raziskava zajema mladinsko književnost, kar bo tudi tema današnjega referata. Sicer pa v teh svojih različnih zanimanjih posega zelo rada tudi na področje antične književnosti. In kot profesorica... A lahko tehnika, prosim? Aha, ja, ker bom nadaljevala. Ne, ti kar. Ja. Vodi tudi številne pedagoške seminarje za učitelje slovenščine, mentorje literarnih krožkov in knjižničarje po Sloveniji, v Italiji in Avstriji. Je urednica tudi različnih pesniških antologij, soavtorica nagrajenih beril za osnovne šole in dejavna, kot rečeno, na različnih področjih. Tako da zdaj bomo kar vas vabili k besedi. Odmev Livijevega mita o Romulu in Remu v mladinski književnosti. Hvala lepa, tako kot je kolegica povedala, moje osrednje področje je mladinska književnost. Osebno in znanstveno menim, da je antika zibelka civilizacije in kulture. Romul in Rem, mogoče bi osebno izpovedno, moja stara mama imela dvakrat dvojčke. Najna hčerka ima dvojčke in tile dvojčki so mi tako fascinantni, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega. In sva prejšnji mesec šla v Rim pogledati v Kapitol, pravzaprav to sliko tega kipa, ki je naslovnica Grošljevega simpozija. Pravzaprav me zanimajo me pravljice nasploh, oziroma pravljice nastajajo večinoma iz mitov. In kako se je mit o Romulu in Remu, ki je pravzaprav etiološki mit, spreminjal iz mita v legendo, pa tudi v pesnitev, tudi v pravljico, celo v antipravljico, in je dejansko se je razdelil, v teh obdobjih se je spreminjal in se je razdelil na mit o spočetju oziroma o rojstvu, potem sodelovanju žival in otroci, pa tudi motiv dvojčkov. Sicer kot izhodišče članka sem vzela tudi članek Milana Grošlja o tipu pravljice v Amorju in Psihi, ki pravzaprav v tistem času druge svetovne vojne, morebiti poteka tudi tretja svetovna vojna, pa razmišljam, ker je Grošelj dejal, da imamo opravka v pravljici v Amorju in Psihi s prakulturno bajko o bitjih z dvojno ali fluidno naravo. V pravljicah kot primer bi omenila pravljico o Rdeči kapici, ker nekateri teoretiki ali znanstveniki razumejo volka kot notranjega volka, da vsak izmed nas morebiti ima žival v sebi, ki jo je potrebno socializirati ali ukrotiti. Ta dvojnost je lahko tudi del enega človeka. Tukaj bi omenila
en motiv, ki se kasneje je tipično slovenska pravljica tukaj čez, kako bi rekla, čez Novi trg. V zbirki, v Štrekljevi zbirki obstaja motiv Graščakove žene. Tukaj je kolegica prej, ko se relativizira, ali je Rea bila posiljena ali pa ne. To se dostikrat se reče absent, kept in silent, po angliško, če lahko tako rečem. Nekateri deli mita in pravljice so izpuščeni, tudi pri Graščakovi ženi, a je bila posiljena ali ne, na koncu je ostala, ker je bila brez rok in brez nog. Rodila je pa dvojčke. In tako naprej. To je motiv v slovenski književnosti, deklica brez rok, pa tudi mačeha, oba dobita Rudolfa Alfreda, Tončka in Janezka, Petrička in Janeza. Ali je to oddaljena asociacija stara 2000 let, na Romula in Rema pustimo. Pravzaprav dvojčki so stalnica v književnosti, tudi v mladinski književnosti. Po mojem mnenju bi lahko tega bilo še veliko več. Šla sem tudi prebrati ta motiv od Tita Livija in pravzaprav to, kar je kolegica tudi prej omenila, vestalki je bila storjena sila. Zdajle, zakaj se morebitno posilstvo žensk relativizira, to se je pravzaprav za vprašati. Ker tudi slovenski prevod Biblije v slovenščini piše, da je ženski storjena sila. V angleškem prevodu Biblije piše he raped her, posilil jo je. Tako da bi bilo treba te eufemizme tudi pogledati, ali sta dvojčka posledica posilstva ali ne. To je v nekaterih kasnejših besedilih tudi odprto, kasneje se pa žensko dodatno diskreditira ali demonizira, jo dajo tudi v ječo in tekoča voda in tako naprej. Veliko je teh detajlov. Pravzaprav pomembna je tudi volkulja ali vstop živali v besedilni kontekst, ki se kasneje pravzaprav tudi pojavlja. Relativizacija ženske ali demonizacija žrtve, to je v bistvu blaming victim ali da se krivi žrtev, tako kot v filmu Nune proti Vatikanu. Tukaj tudi piše, nekateri menijo, da so pastirji imenovali Larencijo Lupa, ker je šla z vsakim. Torej demonizacija ženske, prej pa tudi relativizacija. Vse to bi bilo potrebno tudi preveriti. Tukaj lahko najdemo tudi vzporednice z Biblijo ali z Mojzesovim rojstvom. Piše, neki mož je šel in vzel Levijevo hčer. V angleščini pravzaprav piše, da jo poročijo, ampak bi bilo treba pravzaprav mikroskopsko pogledati. Ali gre za morebitni slepi motiv posilstva, pa eufemizacija. Rodila sina, potem ga je dala v košarico. Zanimivo, da se v Bibliji tudi pojavljajo dvojčki, da ženska rodi dvojčka. Vidimo prvi citat, drugi citat je pa zelo zanimivo pojmovanje dvojčkov v Visoki pesmi, da sta tvoji dvojki kakor dva mladiča gazelina dvojčka. Izjemno lepo in slikovito pojmovani dvojčki. Torej motiv dvojčkov se pojavljajo in v obliki basni skoraj v celem srednjem veku, pa tudi kasneje v novem veku. Torej dojenček, ki joče, mati, volk, žival, funkcija živali se dostikrat spreminja. No, tudi Bazil v zgodbi zgodb iz 16. oziroma 17. stoletja pravzaprav se Peronto tudi domnevno posili žensko. Tukaj je tudi izpuščeno mestno relativizacijo, ta tudi rodi dvojčke, potem tudi v pravljici o Vranu tudi rodi dvojčke, ampak oni tudi igrajo igro
dvojčki oziroma komedija, kar se dvakrat pojavi kot intertekstualnost. Zanimivo, da v pravljicah bratov Grimm se pojavljajo tudi dvojčki, dvakrat v pravljici dva brata, revni brat, ki je imel dva otroka, dvojčke, ki sta si bila podobni kot dve kapljici vode, ali kot vidimo v Bibliji, kot gazelina mladiča. Potem v Motovilki vsi študenti pravzaprav se spomnijo, da je Motovilka Rapunzel imela dolge lase. Nihče se ne spomni, da je rodila dvojčka. Zanimivo, kar je. Potem pa tudi v pravljici Zvesti Janez se rodita dvojčka, ampak jo oče da ubiti. Antipravljica. Najbolj zanimiva dramsko pravzaprav je srednjeveška Marie de France Lais zgodbe o ljubezni La Fresne, ki je tako lepa, tako dolga, vse elemente vsebuje pravzaprav. Ena kraljeva družina, žena rodi dva sinova in druga kraljeva soproga, to sta dva para, reče, da dvojčke rodi samo tista, ki ima še poleg moža še ljubimca. Torej imamo spet relativizacijo pravzaprav še nazaj in potem njej se zgodi isto, ona rodi dvojčici. In potem da eno dvojčico dvorni dami, da jo pelje v samostan. In kako se kasneje razvija tako lepa, tako dramatična pesnitev, je pravzaprav pravljica na koncu. Zanimivo je, da Franz Saleški Finžgar je Makalonico, ki je objavil leta 1944, to je edina slikanica, ki jo je ilustriral Jožef Plečnik med vojno. Zanimivo tudi Grošelj, pa tudi Finžgar in Plečnik. Je pa Filip Lipe Haderlap prevedel Tisoč in eno noč, pa tudi kristijaniziral. In tamle Kamar al-Zaman in kitajska princesa Badur v njegovem prevodu iz Jutrovih dežel postaneta Krasnobor in Milena, oprostite, koincidenca, in tudi imata dvojčka Srečka in Mirka. Potem pa Milena umre, pa se poroči z njeno najboljšo prijateljico Zoro, ki rodi, oprostite, Šutivoja. Pač zanimiva poimenovanja. Torej dvojčki se pojavljajo. Tukaj bi pa našla meni zelo ljub avtor, je pa Oscar Wilde, ki se je navezoval tudi, je zelo študiral Hegla, verjeli ali ne, in ima po moje najbolj kompleksna in najlepša pravljica, 40 strani dolga, Ribič in njegova duša, ko ribič ujame recimo temu malo morsko deklico in ta postavi pogoj, da bo z njim le, če se znebi svoje duše. In kako se on znebi svoje duše, izjemno, izjemno napisano, si odreže in potem ta duša, to je pravzaprav njegova senca in ta senca ostane in se kot dvojnik ali dvojček začne z njim pogovarjati. Ta misel, pred njim je ležala njegova senca, ki je bila telo njegove duše. Tukaj vidimo korelacijo z dvojnostjo. Zanimivo, da tudi Ernestina Jelovšek omenja primer v spominih na Prešerna, ampak vidimo pravzaprav, da je neko meščansko dekle storilo greh. Vidimo podobnost pravzaprav, ali je mati Romula in Rema morebiti bila posiljena. Vidimo, da se ti slepi motivi ali motivni drobci pravzaprav ponavljajo, ker je nekomu zaupala, potem tudi rodi dvojčke, potem jo ta, ki jo je posilil, pravzaprav pusti, se pa poroči, ampak sam ne more imeti več otrok. In tako naprej, ironija življenja. Bidovec Franja, njen dnevnik ni neskončnih poti, pisma sinu, tudi pripoveduje, da so pred vojno za Božič igrali komedijo Dvojčki. Izjemno zanimivo.
Potem Erich Kästner, ki poznamo njegovi dvojčici, pravzaprav imajo različne naslove. Kot dvojna lotica, sami poglejte tudi, kako je v angleščini, je pa Erich Kästner eden izmed avtorjev, ki spoštuje bralce, jih ne podcenjuje. To je otroška književnost, ni pa otročja. In recimo Deklici dve lotici in pravzaprav je tudi nekje komedija zmešnjav, ampak ne samo to. Nico Grafenauer ima tudi pesem Dvojčka v zbirki pesmi Pedenjped. Zdajle, ali se res Pedenjped gleda v ogledalo, a je to njegova zrcalna podoba, a sta to dva Pedenjpeda, ali morebiti ima dvojčka, ker Nico Grafenauer je tudi imel oziroma ima dvojčice, ne vem, če veste. Zdajle, ni nujno, da je avtobiografska rezonanca, lahko je pa portret Doriana Graya za otroke. Kolegica Monika Kropej, tukaj čez Novi trg, v slovarju bajoslovnih bitij, pravzaprav na svoj način nadaljuje to, kar je tudi Grošelj omenil, pa Oskar Wilde, duša v ljudskem izročilu je duša človekov dvojnik. Potem riba Faronika, a je prišla od faraonov in tako naprej, a je noseča riba ima dvojnika ali dvojnico, tudi volkodlak v človeški podobi hodi k dekletom in ima z njimi dvojčka. Vidimo, da je tudi implicitno vsebovan motiv posilstva, diskretno poimenovan. Potem se ubije enega otroka. Izjemno zanimiva slikanica je, kratka serija pravljic Tatjane Pregelj-Kobe z naslovom Cunjasta dvojčka, ko v bistvu Sanja ima igračo dečka dvojčka, sin pa ima deklico dvojčico, cunjasto. In pravzaprav se igrata, ampak tukaj gre za dva vzporedna svetova otrok. Ta dva dvojčka sta ona dva sama, ki pravzaprav transfer prenašata vse svoje želje, pa tudi travme ali pa skrbi. Cunjasta dvojčica. Zdajle bi, ko veste, da sem kritična, zelo konstruktivna, bi pa tudi predstavila neposrečen primer dvojčkov. To je knjiga, ki je šla v nakladi, ki si jo ne moremo predstavljati, 9000 izvodov. In so jo podarjali na Ministrstvu za delo, dom, družino, Roza, groza in plava lava. Popolnoma neposrečen primer, da naj bi presegali stereotipe o deklicah, naj bi jih oblačili v modro, dečke v roza. Gre za ideologijo transgenderja. To niti ni problem. Problem je, da je slaba slikanica, da je literarno besedilo, nima niti avtorja. So imeli pa izjemno veliko delavnic po šolah. Recimo, kot vidite, gre za Nežo in Anžeta. Neža želi igrati nogomet, Anžej se želi igrati ne vem s čem. Potem je tudi estetika grdega, omenjajo se telesne tekočine ali še kaj drugega in tako naprej. Potem omenila bi, da motiv dvojčkov je prisoten tudi v znamenitem Utarjevem tipnem indeksu svetovnih pravljic. Vse pravljice so oštevilčene, to sta krvna brata, Atu 303, Atu 762, to ženski, ki je imela 365 otrok, toliko je dni v letu, in o materi, ki je želela ubiti svojega otroka. To pravljico ima tudi Tina Vajtava, je pa zamolčano, izpuščeno nekje, vendar je nakazano, da gre za otroka posilstva, ki ga želi ubiti, kasneje pa ga jasno ga ne ubije. Je happy end in tako naprej. S tem bi pravzaprav poskušala povzeti, da motivno jedro dvojčkov ne pozna ne žanrskih, ne zgodovinskih meja. Vsak novi čas in tudi prostor, vsaka nova kultura
pravzaprav dodaja drugačen pomen od tega državotvornega, ljubezenskega, folklornega, tudi tega psihološkega, a jedro pravljice oziroma dvojčka ostane tako, kot stoji Rim. Malo sem se pohecala od Livija do Tatjane Pregl-Kobe, od Rimskega foruma do otroške sobe, ker cunjasta dvojčka se dogajata v otroški sobi, tudi dvojčka Nika Grafenauerja. Mit ni izgubil svojo moč, samo se je preusmerjal in se iščemo svojo ali polovico ali nadjaz ali podjaz, karkoli v Zvojnikih, Sencah, Zrcalu, tako kot Oscar Wilde mora biti v portretu. Zaključila bi tako, da je Platon doumel, Livij kodificiral, Grošelj utemeljil, Kestner pa pokazal, da dvojnost ni posebnost rimskega mita, je literarna univerzalija in univerzalije, kot vemo, ne umrejo, le posodobijo variantnost. S tem bi pa zaključila. Hvala lepa. Potem se držimo prakse predhodnih dni, da so vprašanja potem za vse ostale referente na koncu, pa bi povabila kar naslednjega. In to je docent dr. Izidar Janžekovič, ki ga vabim pred mikrofon. Je gostujoči raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na ZRC-tu in je zgodovinar, arheolog, ki je uspešno zaključil magisterij iz zgodnjo-novoveške evropske zgodovine v Oxfordu in potem nedavno doktoriral iz primerjalne zgodovine na Srednjeevropski univerzi na Dunaju. Sicer je pa študiral in se izpopolnjeval na številnih priznanih univerzah, bil je Fulbrightov štipendist na Harvardu, poleg tega se je izpopolnjeval tudi v Benetkah, na univerzi v Leidenu, King's College v Londonu in danes ga vabimo, oziroma danes se je odzval povabilu in bo predstavil legenda o nastanku Rima v srednjeveškem romarskem vodiču Mirabilia Urbis Romae. Tako da kar izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi organizatorjem za povabilo. Me vedno veseli se udeležiti Grošljevega simpozija, no pa kar začnemo. Torej, vsi smo že slišali, da vse poti vodijo v Rim. Čeprav se ta pogovor pogosto povezuje z antičnim Rimom, pa ga prvič srečamo šele okrog leta 1175. Torej v knjigi Rekov, Liber Parabolarum, ki je francoski teolog in pesnik Alain de Lille oziroma Alain Slila, namreč zapisal, da, citiram, 1000 poti vodi ljudi skozi stoletja v Rim. Torej, mille vie ducunt homines per secula Roma. Zdaj, pregovor je sporočal, da so v rimskem imperiju vse večje ceste vodile do Rima oziroma rimskega zlatega melnika, Miliarium Aureum, kot ga vidite tukaj, oziroma na predvidenem mestu na Forum Romanumum, to če predstavljate približno pod kapitolom na tem koncu. To je seveda domneva, natančna mikrolokacija, ni znana, ampak približno nekje na tem mestu. Zraven je ta umbilicus Rome, tudi torej ta popek Romeja. No, vsi ti potniki in romarji, ki pa so se v srednjem veku odpravljali v Rim, pa so se predhodno lahko pripravili v bistvu z branjem verjetno najbolj znanega srednjeveškega romarskega vodiča v Rim. No, gre za tako imenovana Mirabilia Urbis Romae, gre za torej čudovite stvari Rima, odslej bom govoril samo Mirabilia, je bil v bistvu standardni vodič po Rimu, gre za v bistvu nadpomenko za več rokopisov iz tega časa, torej tudi med drugim Graphia Aurea Urbis Romae, slednjega je tu vključen tudi ta legendarni zapis o nastanku Rima, ki bo primarni fokus današnjega referata. Zdaj, avtor tega rokopisa ni znan, a je bil zelo verjetno kanonik svetega Petra Benedikt, torej Benedictus Canonicus, ki je leta 1143 napisal delo Ordo, v katerem v bistvu to je opis poti, ki jo je procesija s papežom
izvedla skozi Rim in hkrati torej predstavitev teh znamenitosti mesta Rim, Mirabilia Urbis Romae. Ne. No, tudi prvi rokopisi Mirabilia, ki jih imamo ohranjene, so iz konca 12. stoletja in se pojavljajo v zbirkah z izvlečki torej njegovih del, torej tega kanonika Benedikta. Zdaj, delo so na široko brali in prevajali, njegov odmev se opazi tudi pri številnih avtorjih tistega časa. Po Evropi mislim, da je več kot 100 rokopisov v različnih jezikih, preveden je bil v francoščino, angleščino, italijanščino in tako naprej. No, znameniti francoski duhovnik in zgodovinar Louis Duchesne je poudaril pravo naravo teksta, ki ni bil v bistvu samo romarski vodič, ampak je bil eden najstarejših poskusov eruditske topografije večnega mesta. Zdaj, tekst se sicer ne obremenjuje z natančnim opisom mesta, ampak je opisal spomenike Rima v povezavi s številnimi legendami. Šele v 15. stoletju pa v bistvu Mirabilia postanejo zastarele. Takrat namreč Leon Battista Alberti napiše delo Descriptio Urbis Romae, pa Flavio Biondo Roma Instaurata, ki so bolj, recimo v narekovaju, strokovna dela. No, tukaj imamo par rokopisov, torej ta je no, torej ta najbolj na tej strani je iz Vatikanske knjižnice, torej iz konca 12. stoletja. Potem tukaj vidimo en rokopis iz biblioteke Vallichelliane iz Rima. Torej vidite, v bistvu se tukaj začne rokopis Mirabilie, torej praktično, kar bi mi rekli, sredi knjige, ne, oziroma sredi zapisa. Pa potem tukaj iz nacionalne knjižnice, pa rokopisi iz Cambraja, iz Francije. V bistvu od tega je ogromno in nista dva rokopisa, ki bi bila natančno enaka, od majhnih, kako bi rekel, tipografskih napak ali razlik do popolnoma drugačnih oziroma dodatkov poglavij. No, zdaj se torej posvetim temu uvodnemu poglavju Mirabilia in legendi oziroma legendam o nastanku Rima s posebnim poudarkom na Liviju. Zdaj, prvi odstavek, torej citiram, prevedel sem sam, zaenkrat še osnutek, ampak naj služi. Torej, potem, ko so Noetovi potomci zgradili stolp zmede, je Noe s svojimi sinovi vstopil v barko. Kot piše Heskodi, je pristal v Italiji, nedaleč od kraja, kjer je zdaj Rim, in zgradil mesto, ki ga je poimenoval po sebi. V njem je končal tako svoje delo kot življenje. Konec citata. Zdaj, zgodba o Noetovi barki se pojavi v Stari zavezi, v prvi Mojzesovi knjigi, torej v Genezi, od poglavij 6 do 9. Iz konteksta je sicer razvidno, da ko avtor omenja barko oziroma ratem, ne gre za Noetovo barko, ampak za eno kasnejšo barko ali ladjo. Vulgata tudi uporablja izraz arka Noe in ne ratem za Noetovo barko. Torej, omenja se namreč, kot vidite, stolp zmede, confusion is turem, ki je očitna referenca na babilonski stolp, ki pa se pojavi kasneje v Genezi, torej v 11. poglavju. Načeloma naj bi se gradnja babilonskega stolpa, njegova zrušitev in nastanek jezikov in torej zmede nastala več generacij za vesoljnim potopom in sicer kakšnih 100 do 200 do 300 let po potopu glede na antične in oziroma glede na sočasne in današnje izračune. Zanimiva tudi omemba Heskodija, ki pa ga ne poznamo. Domneva se, da bi lahko bil Hezikius iz Jeruzalema, torej en ekseget iz 5. stoletja. Tudi ne vemo, o katerem mestu govori, ki bi ga naj Noe ustanovil v Rimu. Spet po kasnejšem izročilu naj bi Noe postavil etruščansko mesto Volterra, kar pa je seveda kar globoko proti severu oziroma že v Toskani. No, potem drugi odstavek govori, sin Jan pa je skupaj z Janom, sinom Jafeta in svojim nečakom ter domačinom Kamesejem zgradil mesto Janikul in sprejel kraljestvo. Ko pa je Kamese umrl, je kraljestvo prešlo samo na Jana. Ta je skupaj z omenjenim Kamesejem zgradil palačo onstran Tibere, ki jo je imenoval Janikul. Na tem mestu je danes seveda cerkev svetega Janeza pri Janikulu. Sam pa je imel prestol v palači, ki jo je postavil na Palatinu. V njej so kasneje srečno bivali vsi vladarji in cesarji.
Zdaj, v antiki in srednjem veku so krožili številni viri, ki so trdili, da je imel Noe ob 3 sinovih pred potopom, torej Šemom, Hamom in Jafetom, še otroke po potopu. Torej, Noe naj bi živel še 350 let po potopu, umrl naj bi pri 950. letu, spoštljiva starost. No, torej, kot sem omenil, torej te kasnejše verzije Mirabilia, Martin iz Opave, Kronika Boemorum omenjajo torej tega 4. Noetovega sina Jana, ki se je preselil v Italijo, izumil astrologijo in učil Nimroda, kar bomo videli v naslednjem odstavku. Omenja tudi nečaka Jana, ki naj bi bil sin Jafeta. Zdaj v Bibliji oziroma Vulgati se izmed 7 sinov Jafeta Jan ne omenja, še najbližje je bil Javan. Zdaj tu bi morda prišlo do napake v transkripciji oziroma napake v branju in bi dejansko ta Javan lahko brali kot Jan, morda domneva. No, torej domačin Kameze indigena je tudi uganka in se očitno nanaša na Makrobjev zapis v prvi knjigi Saturnalij. Tam namreč omenja Janikul in Jana, ki je začel vladati v Italiji skupaj s Kamesejem. Na to naj bi kraljestvo prišlo samo v last Jana. Makrobi sicer nadaljuje, da je Jan prevzel drugi obraz, da bi videl stvari, ki so pred in za njim, torej ta klasična podoba, kot vidimo na tej strani, torej božanstva Jana. No, ampak kot bomo videli, torej Mirabilia v tej srednjeveški oziroma krščanski tradiciji ne omenja božanske narave tega Jana, torej to je samo naslednik, torej Noeta v tem smislu. No ja, potem naslednje poglavje, torej Nimrod oziroma Saturn, tukaj spet vidimo to povezavo, torej krščanske oziroma svetopisemske dediščine z klasičnim. Da preberem, v tistem času pa je Nimrod oziroma Saturn, ki je bil kastriran strani svojega sina Jupitra, prišel do omenjenega kraljestva Jana. Za njegovo pomočjo je postavil mesto na Kapitolu, ki ga je poimenoval po sebi Saturn. Tukaj se spet torej opira na Makrobjev zapis, ta Janus oziroma Jan naj bi sprejel Saturna, ki je prišel za ladjo. Janus je od Saturna sprejel znanje o poljedelstvu in je izboljšal hrano, poljedelstvo in tako naprej. Na to ga je Jan naredil za partnere na prestolu. Kot je zdaj že jasno in razvidno tudi v naslednjih poglavjih, je ta povezava med svetim pismom in klasičnim izročilom tipično za Mirabilia. Tukaj se torej enači Nimrod s Saturnom, ampak spet ni omenjene njegove potencialno božje narave. Tudi omemba kastracije Saturna strani Jupitra je zanimiva, načeloma napačna, če poznamo Hezioda oziroma grško klasično mitologijo. Jupiter oziroma Zeus je sicer strmoglavil Saturna Kronosa, ampak Kronos, torej Saturn, je kastriral svojega očeta Uranusa in ne torej obratno. Torej verjetno pa se torej ta nanaša torej to mesto oziroma na Kapitolu, na tempelj Saturna, ki ga tudi Mirabilia kasneje omenja v 25. poglavju. No, potem govori o Italosu, torej tiste dni je kralj Italos, ki je Sirakužani, prišel do Jana in Saturna, ob reki Albuli postavil mesto in ga poimenoval po sebi. Reko Albulo po vzoru Sirakuškega kanala, ki se je poimenoval Tiber, pa so poimenovali Tiber. Zdaj, kralj Italo se omenja v antičnih virih in je v bistvu eponimni kralj, ki je dal ime celotnemu polotoku, v bistvu že pri Aristotelu in Tukididu se omenja, torej ta kralj. Zdaj, druga legenda je seveda za Italijo je po Teličku oziroma Vitalus. Reka Albula pa naj bi bila prvotno ime za Tibero, preimenovali pa so jo v Tibero po Tiberinu, ki je bil kralj v Albi Longi, območju okrog jezera Albano, torej južno od Rima, ki je tudi potonil v reko. Zdaj tukaj je opaziti torej uporabo Livija, ki v 3. poglavju prve knjige piše, citiram: V mirovni pogodbi je bilo določeno, da je meja med Latini in Etruščani reka Albula, ki se zdaj imenuje Tibora. Malo kasneje pa še, torej citiram: Od Latina je izviral Alba, od Albe Atiji, od Atija Kapiji, od Kapija Kapet, od Kapeta Tiberin, ki je pri prečkanju reke Albule utonil in dal reki ime, običajno med prihodnimi rodovi. In tako naprej. No, torej naslednji
eponimni junak oziroma to je Herkul, citiram, potem je do kraljestva Jana prišel tudi sin Herkul z Argivci, kot opisuje Varon, in postavil mesto Valentijo pod Kapitolom. To je zdaj namig spet na grško kolonizacijo, torej prihod Herkula z Argivci. Avtor se tokrat eksplicitno sklicuje na Varona, ki ga je kasneje ponovno povzemal Makrobi. Varon opisuje Herkula v Italiji kot pastirja mrtvih v povezavi z območjem Velabrum v Rimu. Zlasti opisuje njegov boj s Kakom, Kakus, ki ga je premagal, ko je poskusil ukrasti njegovo živino. Tudi Livij, kot vemo, piše v 7. poglavju prve knjige o Herkuli ob Tiberiji, ki ubije Geriona s 3 telesi in pastirja Kaka, ki mu skuša za zvijačo ukrasti nekaj glav govedi. No, potem Tiber, na to je kralj aboriginov Tiber, ki je prišel s svojim ljudstvom, postavil mesto ob Tiberi, nedaleč stran ga kralj Talos ubil v bitki. Tukaj seveda ne gre za avstralske aborigine, vsaj predvidevam, da ne. No, ampak očitno gre za neko izvirno domorodno ljudstvo v Italiji, ki ga vodil kralj Tiber. Livij spet v 5. poglavju prve knjige opisuje, ko so se Trojanci, ki so po skoraj neskončnem blodenju rešili samo orožje in ladje, tam izkrcali in plenili podeželji, so iz mesta in z podeželja prihiteli kralj Latin in aborigini, ki so živeli tod, da bi se z orožjem ubranili pred nasiljem prišlekov. Konec citata. Torej, Mirabilia torej omenja ljudstvo aboriginov, ampak kralja Tibera, ne Latina. Tega kralja Latina potem ubijajo Rotulci in njihov kralj Turn v bitki, kar opisuje tudi Eneida. Livij nadalje še piše, da je Enej obe ljudstvi, torej Trojance in aborigine, preimenoval v Latine, torej sta se obe ljudstvi zrastli v en. No, potem Evander, citiram, naposled je kralj Arkadije Evander se svojimi postavil mesto na Palatinu. Tukaj je ponovno namig na to grško kolonizacijo. O Evandru smo dosti slišali že v referatu profesorja Pobežina prvi dan, sploh skozi Strabona. V stari grščini je torej Evander pomenil dobrega ali pa močnega moža in je tudi marsikdaj bil kot neke vrste arhetip oziroma exemplum, torej vzor. Bil je junak iz Arkadije v Grčiji, ki bi naj v Italijo prinesel panteon, zakone in abecedo, ustanovil je tudi festival Lupercali. Tudi Livij omenja Evandra in Arkadce, citiram, pravijo, da so že tedaj na palatinskem griču obhajali praznik Lupercali in grič bi naj dobil ime Palanti in potem Palati po Palanteju, mesto v Arkadijo. Tam, da je pred davnimi časi prebival Evander, ki je izviral iz Tevija Arkadcev in peljal ta praznik, ki ga je prinesel iz Arkadije. In tako naprej. No, nekoliko kasneje še, spet Livij. Tem krajem je bolj s svojim ogledom, kakor kot oblastnik, teda vladal begunec Peloponeza Evander, časti vreden mož zaradi čudežnih pismenk, velike novosti med neumikanimi ljudmi. Konec citata. No, kot boste videli, tukaj gre za skupek mnogih legend in če bi šteli, koliko mest so postavili na Palatinu, zdaj že bili pri enih 3-4. Ja. No, potem Koribas. Podobno je tudi kralj Koribas, ki je prišel za vojsko Sakranorov, postavil mesto v bližnji dolini. V grški mitologiji je bil Koribas ali sin Jaziona in boginje Kibele, ki je dala ime Koripantesu in duhovnikom Frigije. Tukaj vidimo eno upodobitev teh koribantov, teh duhovnikov plešočih. So bili tudi povezani z Orfejem. No, glede na Diodorija Sikulskega pa je bil Koribas oče Ide, ki se je poročila z Likastom, torej kraljem na Kreti in sinom Minusa. No, potem Glauk, citiram, s svojimi je prišel tudi Glauk, sin Minusa, Jupitrovega sina in postavil mesto ter obzidje. Glauk je bil v antični mitologiji sin Minusa, v bistvu spet ena legenda, ki bi naj prišel v Italijo in bi naj predstavil tukaj vojaški oklep in ščit. No, potem je omemba Enejeve hčerke, citiram, potem je z množico Trojancev prišla v Rim Enejeva hčerka in postavili so mesto na Palatinu. Ponovno na Palatinu, ne? Zdaj, zanimiva je omemba Enejeve hčerke, oziroma precej nenavadna, saj v primarnem viru o Trojancih v Italiji, torej Eneidi, Vergilij ne omenja, da bi Enej imel hčerko. Lahko da gre za napako in je avtor mislil sina, torej Askanija, vendar pa nekatere alternativne tradicije, predvsem Plutarh, omenjajo hčer Eneja in Lavinije po imenu Emilija.
torej vidimo, da je ta torej anonimni avtor Mirabilije izviral iz številnih torej virov. Ja. No, predzadnji odstavek, torej Aventin oziroma Silvij, tudi kralj Albancev, Aventin oziroma Silvij je sebi postavil palačo in mavzolej na Aventinu. Zdaj, Albanci so očitno bili prebivalci Albe Longe, ki jih tudi omenja Livij. Torej Livij omenja tudi Silvija, ki je bil Askanijev sin, torej Enejev vnuk. Livij piše, potem vlada Silvij, Askanijev sin, po nekem naključju rojen v gozdu. Iz tega verjetno to sekundarno ime Silvij, ne, oziroma gozdni. No, potem pa še opiše ta Silvijev rod naprej in ga povezuje tudi z Aventinom. No, pa še zadnji potem ta odstavek tega predgovora oziroma legendarnega nastanka, ki je precej oziroma specifičen. Torej, citiram, toda v 433. letu po uničenju mesta Troje se iz krvi trojanskega kralja Prijama rodil Romul. V svojem 22. letu je na 15. dan majovskih kalend, kar bi prišlo 17. april, vsa omenjena mesta povezal z obzidjem in jih poimenoval po sebi, Rim. In v njem so se srečali in sobivali Etruščani, Sabinci, Albanci, Toskanci, Politanenzi, Telenenzi, Fikanci, Janikulanci, Kamerinci, Kapenati, Faliski, Lukani, Italiki in skoraj vsi plemiči z vsega sveta skupaj s svojimi ženami in otroki. Konec citata. Tukaj je torej eksplicitna navezava na kralja Prijama in padec Troje. Pravzaprav se omenja celo natančen datum, in sicer 433 let po uničenju mesta Troje, kar bi nas pripeljalo nekje v leto 1186, oziroma če upoštevamo inkluzivno štetje 1185, kamor se običajno datira padec Troje, tako je že na primer datiral padec Troje Erastoten iz 3. stoletja pred Kristusom, iz Aleksandrijske knjižnice. Zdaj, za samo ustanovitev Rima, torej 753 pred Kristusom, se pogosteje omenja torej datum 21. april, tukaj imamo torej 15. kalende, torej upoštevamo je to 17. april, zdaj možno, da je prišlo do napake, možno, da pač so tako misli. No, Mirabilija torej ne omenja Rema, oziroma tega bratomornega začetka mesta Rim, tudi Rea Silvije, ne, tudi ne Marsa in tako naprej. Ključna je omemba obzidija, ki je mestu dala torej pravo obliko in identiteto, kar tudi kasneje omenja Mirabilija. Torej Livij v navezavi torej s to legendo tudi opiše torej Sulcus Primigenies, ta prvo brazdo oziroma obzidje, Rem preskoči in v bistvu s tem naredi smrtni greh, če želite, in ga ubije. Ne? Tako da, ja. No, samo da citiram, tako se je Romul sam polastil oblasti, novo ustanovljeno mesto je dobilo ime po ustanovitelju. Najprej je utrdil Palatin, na katerem je zrastel. Drugim bogovom je žrtvoval po albanskem, Herkulu po grškem obredu, kakor ga je vpeljal Evander. Konec citata. No, samo nekaj zaključnih misli. No, Mirabilija je torej tipični primer srednjeveškega mešanja, torej judovsko-krščanskega izročila in klasične dediščine. Mesta, kraji in reke so po Mirabilija dobivali imena po eponimnih kraljih ali junakih, kar kaže tudi na vpliv ene najbolj branih enciklopedij v srednjem veku, torej etimologiji Izidorja Sevilskega. Prav tako Mirabilija ne omenja oziroma ne priznava antičnih božanstev, ampak dobijo novo človeško vlogo. Torej, kot smo videli na primeru Saturna, ki ga enači z Nimrodom. Zdaj, podobo Rima je tudi v srednjem veku določala njegova preteklost. Še vedno se je predstavljal kot Caput Mundi ali Regina Urbium. Srednjeveški Rim se je sicer razvil znotraj antičnega obzidija, tega avrelijanskega obzidija, a vseeno stran od antičnih forumov, kjer so stale nekoč veličastne in čudovite zgradbe, ki pa so bile v 12. stoletju le še ruševine. Tukaj sem pozabil vam pokazati, torej v času nastanka Mirabilija, torej v 12. stoletju, to je tako imenovani habitato, torej poseljeno območje. Torej, obzidje avrelijansko, ki je v bistvu še danes na večini mest kar ohranjeno, to pa je torej, tu je center antičnega Rima, torej ta poselitev pa srednjeveška pa se je pomaknila proti severu, torej na Marsovo polje, pa
primerjavi z antičnim Rimom, če govorimo za časa Avgusta, okrog milijon, seveda domneva, milijon prebivalcev, tu je imelo mogoče 10.000, pa par 10.000. No, na drugi strani pa še glavne cerkve. Ja, no, torej, ker je krščanstvo prevevalo vse pore življenja v srednjem veku, se tudi antičnim vsebinam dali krščanski okvir in preobleko. Mirabilia, torej klasični primer tega eklektičnega mešanja. Hvala lepa. Hvala lepa in besedi vabim še zadnjo govornico današnjega popoldneva. Dober dan, pozdravljam Tinkaro Starček, ki je doktorska študentka literarnih ved na Filozofski fakulteti. Ukvarja se s proučevanjem razmerja med literarnimi besedili in zgodovinskim kontekstom ter analizo literarnih in historiografskih diskurzov v različnih zgodovinskih obdobjih. In jo posebej zanimajo kulturno in družbeno-zgodovinski vidiki ter vprašanja družbenih norm in njihovih odklonov v literaturi in zgodovinskih virih. Ta in današnje predavanje oziroma prispevek naslovom Od Livijevega optimizma do Cankarjevega pesimizma, kritika tiranije med zgodovino in literaturo, torej posežemo tudi na področje slovenske književnosti. Izvolite. Ja, najlepša hvala in pozdravljeni še z moje strani. Torej, kakor že sam naslov tega mojega prispevka pove, se imam namen ukvarjati z dvema deloma, ki si mogoče na prvi pogled med seboj nista ravno povsem podobna. Gre za Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi in pa za prvo knjigo od nastanka mesta, ustanovitve mesta Livija, oziroma še natančneje z delom, ki se ukvarja z vladavino Tarkvinija Ošabnega. Zdaj, zakaj se mi je ta primerjava sploh zdela smiselna? Zato, ker v obeh delih najdemo junaka oziroma še bolje rečeno antijunaka, ki vladata na podoben tiranski način, tudi na oblast prideta na podoben način, z umori, in kot tudi ostali liki v teh delih dobijo podobno vlogo pri njuni oblasti. Zdaj pa najprej nekaj malega o zakulisju nastanka obeh del, kolikor je pač nujno potrebno za razumevanje. Zdaj, v Titu Liviju je bilo seveda že ogromno povedanega, zato ne bom posebej dosti govorila o tem. Bi se pa mogoče za trenutek ustavila pri dobi, v kateri je pisal Livij, namreč v avgustejski dobi in pa odnosu do te dobe, ki ga kar sam zelo nazorno predstavi v uvodu v to svoje delo o zgodovini Rima in sicer pravi takole. Tako se je postopoma rahljal strogi red in so tako rekoč popuščale nravi, potem pa se čedalje bolj razmajane, naposled nezadržno sesule, dokler nismo prišli v te čase, ko ne moremo prenašati na svoje pokvarjenosti, na zdravil zanjo. Torej, očitno je kar kritičen do te svoje dobe in meni, da je prišlo do nekega trenutka, ko so moralne vrednote prišle v krizo. In potem kar sam ponudi rešitev te težave, o tem je bilo sicer tudi že kar veliko povedanega, da je napisal to svoje delo z intenco predstaviti dobre in slabe zglede, takole pravi sam. Ravno to je pri proučevanju zgodovine tisto zdravilno in koristno spoznanje, da vidiš poučne zglede vseh vrst, kakor da so postavljeni pred te na sijajen spomenik. Po njih povzemi zase in za svojo državo, kar posnemaj. Po njih povzemi česar se, sramotnega na začetku, sramotnega na koncu, ugibaj. Torej, egzempla, kaj bi bilo dobro posnemati, kaj pa ne. In bojda je bil sam cesar Avgust kar velik privrženec teh egzempla, tako da bi lahko apeliral kar nanj direktno. Tudi o Cankarju in njegovih vplivih na nastanek Kralja na Betajnovi je bilo prelitega že ogromno črnila, bi pa poleg Nietzscheja, Ibsena, Tolstoja, Dostojevskega, ki so nedvomno vplivali na nastanek tega dela, omenila še Shakespeara. Namreč Cankar je 2 leti, preden je napisal Kralja na Betajnovi, prevedel Hamleta. Shakespeare pa je nekaj let, preden je napisal Hamleta, napisal še eno precej zanimivo pesnitev, epsko pesnitev z naslovom Posilstvo Lukrecije. O tem smo že nekaj slišali danes, tako da nas to takoj spomni na Livija. In res, Shakespeare je črpal kar direktno iz Livija, kar pove tudi v prologu k tej svoji epski pesnitvi.
Kar je pri tem delu zanimivo je, da je posilstvo predstavljeno v bistvu kot simbol tiranije. No in potem je seveda Shakespeare tirane predstavljal še kar v marsikaterem svojem drugem delu, med drugim tudi v Hamletu, in tako lahko rečemo, da je posredno ta vpliv prišel tudi do Cankarja. Seveda pa Cankar tudi sam ni ustvarjal v nekem vakuumu, ampak je ustvarjal v obdobju, ki je imelo svoje značilnosti, kot so recimo nacionalna nasprotja, pa tudi znotraj nacionalna nasprotja med porajajočimi se kapitalisti in pa počasi propadajočim kmečkim prebivalstvom, pa tudi veliko je bilo strankarskih nasprotij med liberalci in klerikalci, kar vse lahko opazimo v Kralju na Betajnovi. No, zdaj pa se bomo kar posvetili obema glavnima kraljema oziroma antijunakoma, ki sem jih že omenjala. V Kralju na Betajnovi, kjer sicer v naslovu imamo kralja, v resnici pa ne vlada kralj, ampak je to Kantor, Jožef Kantor, ki je samo prvi na vasi. V resnici še nima nobene politične oblasti, ampak vlada s pomočjo denarja, še bolj pa s pomočjo družbenega vpliva, ki mu ga je ta denar prinesel. Na drugi strani imamo pri Liviju seveda pravega kralja, to je Tarquinio Šabni, in to tudi bistvena razlika med njima. Torej, da eden že ima dejansko politično oblast, drugi pa še ne, si pa zanjo prizadeva in zato Kantor tudi kandidira na volitvah, kjer upa, da bo dobil še to politično moč, ki bi mu omogočila še nadaljnjo pridobitev socialne moči, ga pa sama po sebi niti ne zanima tako strašno, kar lahko opazimo tudi pri tem, da precej z lahkoto prestopa iz ene stranke v drugo. Izvemo, da je najprej kandidiral za liberalce, pa se to ni šlo, pa je hitro prešel klerikalcem na drugo stran, ker je to pač mu obetalo več možnosti. No, ampak še preden bi oba naša kralja sploh lahko postala kralja, morata sploh pridobiti možnosti za to, ne? In gre za politiko, ki jo Kantor zelo nazorno predstavi s temi besedami. Če mi je kamen na poti, ga brcnem stran. In njegov prvi kamen je bil njegov bratranec Martin, lastnik 2 tovarn in s tem kar precejšnjega premoženja, ki bi se ga Kantor z veseljem polastil in se ga tudi je polastil, tako da je Martina ubil. No, potem pa je naletel še na eno oviro in to je bila pa Martinova hči, Nina, in seveda njegova dedinja s tem, no, njo pa je potem strpal v samostan in se še vedno ne povsem legalno, ampak vendarle končno polastil tega premoženja, ki mu je zdaj dalo dovolj vpliva. Na drugi strani imamo še kar precej zakomplicirano pot Tarquinija do oblasti. Namreč on nastopi v času, ko vlada kralj Servij Tulij in ni nek pretendent za prestol. Poleg tega pa ima Servij Tulij 2 hčeri, in sicer mlajšo Tulijo, ki je predstavljena kot zelo divja, okrutna, ferox jo poimenuje Livij, ki pa je poročena s precej milim Tarquinijevim bratom Maruntom, ki nima nobene želje po oblasti. Na drugi strani ima pa starejšo Tulijo, precej milo Medlo, ki pa je na nesrečo poročena s Tarquinijem, ki si tudi želi oblasti. Zdaj, ta dva zakona sta očitno nekoliko nesrečno sklenjena, ne, in da bi jo bilo treba malo premešati, tako da potem Livij prikaže Tulijo kot zelo zlonamerno, ki naščuva Tarquinija, da zagreši vsaj 1 ali pa kar 2 zločina, da se torej znebita vsak svojega zakonca, seveda z umorom, in se potem lahko srečno poročita in tako nekako se začneta prebijati proti oblasti z združenimi močmi. Je pa tukaj pri Liviju kar značilno, da noče direktno obsoditi bodočega vladarja, da je bil kar on sam kriv za ta nesramna zločina, ampak večji delež krivde pripiše Tuliji, ki je v bistvu še petala v uho Tarquiniju, kaj naj stori. No, in ko se ta 2 zločina potem zgodita brez kakšnih pretiranih posledic, tako Tarquinij kot Kantor ugotovita, da očitno ne bo nihče stal na njuni poti do oblasti. Kantor to potem tudi potrdi v pogovoru s svojim največjim nasprotnikom Maxom, ko govori o umoru bratranca Martina. Takole pravi. In če je bilo tisti večer, prijatelj, 100 in 1000 ljudi zraven in bi 100 in 1000 ljudi videlo in slišalo, bi se obrnili stran in rekli: kralj na Betajnovi, morilec, kaj še? To se nam je le tako sanjalo. In seveda ima prav, se izkaže, ne? V obeh delih je torej ključen odziv pravzaprav skupnosti oziroma odsotnost tega odziva na dejanja, ki jih zagrešita oba dva, torej Kantor in pa Tarquinij. Namreč nihče nima ne volje ne moči, da bi zločin preprečil ali pa celo, da bi dosegel kazen zanj. In tako to ne pomeni samo začetka oblasti, ampak tudi razkrije stanje v družbi, ki takšno oblast sprejema in jo na ta način tudi soustvarja.
No, ampak seveda še vedno ni šlo povsem gladko, še vedno na poti kakšno oviro. In to sta glavna politična nasprotnika. Zdaj, Tarquinij ima kar precej očitnega nasprotnika, ne? Namreč še vedno imamo kralja, ki ni on, ampak je Servituli, ki očitno se ga bo treba nekako znebiti, ne? Medtem ko Kantor ima precej manj očitnega nasprotnika, namreč gre za Maxa. Max je že na družbenem robu, kamor ga je sicer delno spravil kar Kantor sam, ko je njegovega očeta gostilničarja spravil na boben, delno pa Max, ker sam sebe postavlja ta položaj in se vkliče za vagabunda in potem tam z družbenega roba punta Kantorjeve delavce v tovarnah proti njemu. No, kakor številni Cankarjevi junaki je Max idealist. In njegov idealizem še najbolj jasno izbruhne kar v neposrednem spopadu s Kantorjem, ko mu pravi: In dali boste krono z glave, žezlo z roke, niti koraka ne dalje, na zapalec ne boste razširili kraljestva. Ali ste čutili, da se že giblje tam doli, da se že upirajo vaši sužnji? To je moje delo, kralj veličastni. To je plod, to je vest. Kantor se seveda spet samo smeje. Ker namreč Max nič kaj dosti ne doseže s tem svojim puntanjem. Že res, da se mu nekateri delavci pridružijo, Cankar tukaj izpostavi primer lužarja, ki se je Maxu pridružil in posledično izgubil službo. In potem vidimo njegovo žano lužarico, kako prosjači Kantorja za miloščino, ker nima s čim nahraniti otrok. Max sicer verjame, da je svet v osnovi pravičen, ampak spada med tiste etične posameznike, ki si sicer zavedajo krivic, nimajo pa moči, da bi jih popravili. In njegov poskus, da bi Kantorja spravil z oblasti, spodleti, ker ga napade z ideologijo. Smo pa že videli, da ideologija pri Kantorju se spremenja skupaj z vetrom naenkrat na eni strani, na drugi strani, to je njemu čisto vseeno. In poleg tega je, da še težava, da s tem, da mu stoji nasproti, ga pravzaprav šele legitimira. Namreč Max je prvi, ki dejansko predstavlja neko nevarnost tej združbi, on predstavlja anarhijo, nered, negotovost. To pa ni dobro. Kantor pomeni ta star red, ki so ga vsi navajeni, bomo kar to lepo obdržali. Mogoče ni najboljše, ampak še vedno hujše, kot pa popoln razpad sistema, ne? In še en problem ima naš Max in sicer, da niti sam najbolj ne verjame v to, kar govori. Namreč pravi: jaz sem se že od nekdaj ukvarjal s stvarmi, ki sem vedel naprej, da se mi izjalovijo. Servituli je precej drugačen človek, je pragmatičen in ni noben idealist. Livij nam jasno predstavi, kakšne pametne zadeve je on uvedel, namreč cenzus, na njegovi podlagi je potem organiziral vojsko, davke, volilno pravico, ampak v ključnem trenutku je pa naredil zelo podobno napako, kot jo je naredil Max. Namreč ljudstvo je poskusil izrabiti kot inštrument, da bi dosegel svoje cilje v boju s političnim nasprotnikom. In seveda se mu to maščuje. Tarquinij tako izkoristi priliko, namreč nezadovoljstvo senatorjev nad tem, da je razdelil zemljo tudi med plebejce, in sproži populistično propagando, kakršna bi najbrž dan danes delovala, o Servijevem izvoru, kajti on naj bi morda izviral izmed sužnjev, poudari, da njegova oblast ni legitimna, ker ni bil izvoljen, in ga obtoži, da daje prednost ljudem svoje vrste, medtem ko najboljšim jemlje zemljo in zvišuje davke. No, oba politična nasprotnika sta potem umorjena in kar veliko pove o družbi, ki naša vladarja vladata, to pomeni šele končno prevzem oblasti. Nič se ne zgodi proti njima, ampak šele za njo. Tako da si zdaj pogledamo še, kakšni so mehanizmi tiranije, s pomočjo katerih naša vladarja vladata. Tukaj bi še enkrat izpostavila ključno razliko med obema, torej da Tarquinij dejansko je kralj, medtem ko je Kantor to samo nekako po ideji, ni pa še v resnici, bi si želel biti, samo ker pač kraljev ni več, ne bo šlo, lahko pa postane politik, kar je bilo tudi dovolj dobro. No, ampak zaenkrat na Betajnovi še vlada kot zasebnik. In zasebnika, kakršen je tudi Kantor zelo dobro predstavi Jakob Alešev v svojem delu Ljubljanske slike, to si lahko preberete sami, ne bom zavlačevala še s branjem tega. In Tarquinij, seveda na drugi strani, pa je kralj. In torej tudi lahko vlada kot kralj oziroma se kar sam vzpostavi kot tiran, kar stori z dejanji, ki nam jih Livij tudi precej nazorno predstavi, namreč da pobiti senatorje, ki so podpirali Servija, zmanjša njihovo število, odpravi običaj posvetovanja s senatom, o smrtnih obsodbah odloča sam in se obda s telesno stražo. Torej vse poteze tiranije. Tako se torej naš Tarquinij zavestno postavi nad zakon in vzpostavi oblast, ki ne temelji ne na volji ljudstva, ne na potrditvi senata, in kakor poudari Livij, razen nasilja nima ničesar, kar bi mu dalo pravico do oblasti
in se tudi ni mogel upati, da bi ga državljani kdaj vzljubili, zato jih je pač moral obvladovati s strahom. No in strah je tudi tista ključna zadeva, ki druži oba naša vladarja. Kantor to kar sam odkrito razglasi, ko pravi: sovražite me kot točo in bojite se me kakor toče. Vaš strah je moj varuh. Zaveda se, da ga ljudje ne marajo, ampak to kompenzira z ustrahovanjem in podkupovanjem, podobno kot Tarquini. Zanimivo je, da po njegovi ideji zaposlitev v njegovih tovarnah pomeni tudi kar osebno odvisnost od njega. In tule sem dala zraven tudi izsek iz Cankarjevega rokopisa, kjer je to še bolj nazorno poudaril. Namreč čisto spodaj imamo poudarjeno, napisal je kar 2-krat moj delavec in moj še enkrat podčrtal, zares je moj in pripada samo meni in ne more brez mene nič. Tiranija torej pomeni oblast, nad katero ni zakona. Tiran je hkrati zakon in je sodnik. In recimo vsak nov Kantorjev zločin dokazuje, da je nad zakonom in s tem se krepi njegov položaj. Ampak tu se pokaže ključna razlika med obema vladarjema, namreč Tarquini se je nad zakon postavil sam, ker je pač kot kralj to lahko storil, medtem ko Kantorja nad zakon postavijo drugi, tisti, ki bi morali zakon in moralo v bistvu utelešati. Tarquin je tako pravi samodržec, medtem ko je bil Kantor na nek način izbran, zaradi česar se je njegova oblast tudi obdržala, Tarquinija pa na koncu ne. No in ker Kantor pač ni mogel vladati sam, je moral vladati s pomočjo inštitucij. To je pojav, ki ga je omenjal že Michel Foucault, da se je v 18. oziroma v 19. stoletju razvila nova oblast, kjer nimamo več enega samega monarha, ampak oblast, ki ima razvejane inštitucije in potem se vlada s pomočjo njih, še vedno pa je glavna ideja oblasti, da bi nadvladala telesa svojih podložnikov. No in tudi Kantor s pomočjo dveh inštitucij izrazito nadvlada dve telesi. Namreč potem, ko umori Maxa in prizna svoj zločin, mu sodstvo tega nikakor noče verjeti in sodnik predlaga kot krivca Bernota, s čigar puško je Kantor ustrelil Maxa. In ko Kantor spozna, da se je zares dvignil zakon in da praktično ne more več zagrešiti nobenega zločina, torej ugotovi, zdaj je torej jasno, kakor na dlani, da ga nisem ubil. On pač ne more več nikogar ubiti, če ga je, pa da bo našli koga drugega. In tako je Bernotovo telo nadvladano strani inštitucije sodstva, ki ga uteleša sodnik. Drugo telo, telo priče umora, namreč Nine, pa je nadvladano s pomočjo inštitucije cerkve, ki jo seveda uteleša župnik, ker je poslana v samostan. Zanimivo je, da ima Tarquinijev poslednji zločin pravzaprav še manj opraviti s Tarquinijem samim. Namreč gre za zdaj že večkrat omenjeno posilstvo Lokrecije, ki ga je zagrešil njegov sin Sext, ko Tarquin ni bilo v mestu, ker je bil na vojaškem pohodu. Lokrecija je, kot že rečeno, izpostavljeno kot izrazit proti Pol Tuliji, kot zelo dober egzemplom, ki bi ga absolutno bilo vredno posnemati, gre za zelo častivredno žensko. Je pa tudi njeno telo nadvladano s pomočjo podaljšane roke tirana, torej njegovega sina, Sexta. Ampak Livij ves čas poudarja, da je bilo nadvladano samo njeno telo, ne pa tudi duša. In potem Lokrecija s to svojo svobodno dušo, ko je zahteva maščevanje za storjen zločin, z nadvladanim telesom stori edino, kar pač lahko stori, da bi ga osvobodila, ga umori. In na ta način simbolično umori tudi tiranijo in omogoči nastanek republike. No, vlogo tvorca republike potem prevzame Lucij Junij Brut, ki sicer s posilstvom ne samo Lokrecijo nima prav dosti opravka, je samo v spremstvu njenega moža Kolatina, ampak se potem dvigne kot glavni maščevalec. Pa ne samo maščevalec nad Sextom, ampak kar nad vsemi Tarquinici. No, uspešno naščuva Rimljane zoper Tarquinice in se potem lepo umakne iz Rima, počaka, da ljudstvo samo obračuna s Tarquinijem, ki se je vrnil, da bi pomiril vstajo, in potem, ko ga izženejo, se vrne in postopoma uvede republiko. Torej, ključni razlog, zakaj je ta poslednji zločin, ki ga nista zagrešila ne Kantor, ne Tarquini, pomenil Kantorjevo dokončno zmago in Tarquinijev dokončni poraz, ne tiči v tiranjih kot osebah, niti v tiraniji sami, ampak v ljudeh, ki to tiranijo prenašajo. Betajnova se ukloni, ker nima skupne točke, ki bi združila vse svoje prebivalstva. Namreč Max s višjim slojem ne ponuja absolutno ničesar, nižjim pa samo lakoto, medtem ko Brut nasprotno ponudi alternativo, kar zagotavlja enakopravnost in delitev oblasti. Nasprotju s Cankarjem, ki je razmišljal o družbi svojega časa in še nekoliko gledal v prihodnost, je Livij gledal nazaj.
z precej oddaljene perspektive in je torej že lahko presojal prednosti in pomanjkljivosti kraljevine in pa republike in zato je tudi lahko zapisal. Neslo, ki bi bila razpadla še nedorasla država, vendar je z njo lepo ravnala mirna zmernost oblasti in jo v svojo skrbo pripeljala tako daleč, da je lahko že zrelimi močmi obrodila dobrodejni sad svobode. Torej on že ve, da je bil razplet dober. Po drugi strani pa imamo Cankarja, ki je nekoliko pesimistično leta 1913 razmišlja o svojem predavanju Slovensko ljudstvo in slovenska kultura o razcepljenosti svojega naroda. Takole pravi. Takrat se je jasno pokazala silna razdalja med ljudstvom in narodom. Morda sta čutila to silno razdaljo oba dva, ljudstvo in narod. Morda sta videla oba dva tisti brezmejno široki, brezdanje globoki prepad, ki jo loči od nekdaj in ki je do vrha napolnjen smradljivo vodo smradljivih fraz. Lahko torej rečemo, da Livijev optimizem izvira iz gotovosti preteklosti, Cankarjev pesimizem pa iz negotovosti prihodnosti. No, zdaj čisto za zaključek pa še en kratek razmislek o še eni podobnosti med obima predstavljenima deloma. Namreč, tako kot je Cankar vsaj delno pisal za publiko, sicer na začetku dvomili, da bi to njegovo delo Kralj na Betajnovi dejansko bilo primerno za oder in res je ta drama morala kar nekaj časa počakati, da je prišla na oder, kar 5 let. Tule vidite tudi vabilo na prvo uprizoritev, ampak vsekakor je poskusil nastaviti ogledalo v svoji družbi. No, Livij pa je po drugi strani pogosto prehajal mejo med literaturo in zgodovinopisjem. Tako z vključevanjem polmitoloških zgodb o eksemplarnih ženskah, ki smo jih že slišali, kot z dramatizacijo svoje pripovedi, kar lahko opazimo v smeri tragičnosti pri mlajši Tuliji, ki je recimo dala čez truplo svojega očeta zapeljati voz in so jo potem do konca življenja preganjale tipične tragiške figure Furije, kot tudi komičnimi elementi, to lahko opazimo pri Brutu, ki je najprej predstavljen kot skorajda nek norček, na kar namiguje tudi njegovo ime, se pa potem na koncu dvigne kot glavni junak nastanka Rimske republike. Tako da ta podobnost še toliko bolj osmisli tole izpeljano primerjavo med obema deloma. Tu pa je tudi to. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, zdaj pa je čas za razpravo. Mogoče bi kar prišla še oba, profesor Ježekovič pa profesor Blažičeva gor. Jaz tukaj se umaknila. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi imel vprašanje za to zadnje Livij Cankarjevo predavanje. Se pravi, moje vprašanje je, a je Cankar poznal Livijev zgodbo o Tarkviniju Šabnemu? To je zdaj moje vprašanje, če lahko malo izpeljem. Namreč meni se zanimiva analogija vzpostavlja, ker Servi Tuli, ki ga je pač Tarkvinij Šabni pobil, je v tej pozni rimski zgodovini v podobi samega cesarja Klavdija, ki je bil zadnji, kot vemo, poznavalec etruščanskih zadev, pa je celo znal etruščanski jezik, v enem spisu govori o tem, da je Servi Tuli bil v Tarkviniji, skratka v etruščanskem svetu, imenovan Mastarna, to je bilo njegovo ime. In pred 100 leti in dlje, zdaj pa ne vem, a to Cankar vedel, so v Tarkviniji odkrili grobnico, v kateri je bila zgodba Mastarne opisana na etruščanski način in tam je on imenovan Makstrn. In zdaj se jaz sprašujem, ta Cankarjev Maks, a je to možno, da je Cankar vse to vedel, ker je pač taka nenavadna analogija. Ja, hvala za vprašanje. Zagotovo obstaja možnost, da je Cankar poznal Livija, ampak nisem pa našla neposredne povezave oziroma, da bi Cankar kje direktno trdil, da je pa črpal iz Livija. Je pa res, da zagotovo še obstaja kakšen papir, ki ga nisem obrnila na okoli, pa bi se to lahko izkazalo, ampak sama nisem našla neposredne povezave. Če bi mogoče kolegici pomagala, kaj pa če gre za arhetipe?
za arhetip tirana. Bom povedala eno usporednico, ki se vam morebiti bo zdela absurdna, v resnici pa ni. Obuti maček Charles Perrault 1697 je v bistvu Machiavelli za otroke. To je Machiavelli, vladar. Arhetipski vzorci, kako priti na oblast. In to je tudi tiran, to je arhetip vzorec. In tako naprej. Za arhetipski vzorec pa vsekakor grem. Gospod je želela opozoriti, da se da. Hvala, odlično. Hvala vam za to pripombo. Jaz bi samo omenila glede tega, Milena, ko si pač opozarjala na to idejo posilstva in kako je pravzaprav pač nekako zakamuflirana ali kaj vem. Recimo v latinščini, pač v rimski književnosti imamo veliko teh zgodb in mitoloških, no, recimo ravno v teh Higinovih bajkah, no, pač in potem recimo pri Plautu in podobno, kjer je pogosto gre za kakšnega otroka, ki je pravzaprav tudi žrtev nekega posilstva oziroma nekega izvenzakonskega razmerja in tam je se ponavadi uporabljal glagol comprimere. Zdaj ta glagol pa dejansko, če gledamo v slovarje, piše, to lahko pač pomeni spati z nekom, pač ležati z nekom, pogosto se pa uporablja tudi pač v smislu posilstva, kot ne vem, onečastiti nekoga. Tako da dejansko že prav, in recimo tudi pri Plautu, in to potem včasih izrecno piše, da je šlo za neko nasilje, včasih pa ne piše, tako da to je precej že, to je recimo precej tudi v latinščini tako fluidno, ni tako recimo enoznačen glagol, kakor je pri nas. Kar je tudi namen, da je ambivalenca. Omenila sem slovenski prevod Biblije, posilstvo v angleščini, Cambridge Biblija je He raped her. In to se ponavlja vsaj 5-krat. V slovenski Bibliji je prevedeno storiti silo. Recimo prej, ko sem omenila motovilko, zdaj ali je korelacija, mislim, da gre tudi za arhetip, za vzorec, ali je motovilka, ko je bila zaprta v tisti stolp, v italijanščini je peteršilka. Lahko je pa to tudi Eva, pa so zamenjali sadje za zelenjavo, karikiram. Ampak lahko, da je motovilka, ko je bila v tistem stolpu, jo je tudi gospa Gotel je bila storilka. Kako je pa ona zanosila, recimo s tem Kraljevičem, v peteršilki je bila posiljena v italijanski varianti. Torej nekje je posilstvo eksplicitno omenjeno, nekje je zamolčano, nekje je popolnoma izpuščeno. Odvisno, koliko so domnevno prilagajali za otroke ali za bralce ali za naslovnike. Mislim, da gre za vzorce arhetipske. In danes so tirani pravzaprav niso več arhetipi, ampak so stereotipi. In je podobno sodobnim časom, absolutno. Žal. Pardon. Absolutno. Bi se navezala, ker zdaj ste dvakrat že omenili ta glagol storiti silo. Mogoče jaz to, ampak zame konkretno, to nikoli ni pomenilo nič drugega kot posiliti. Samo mogoče mi je mečkam bolj omenjeno, eufemizem. Temu se reče v bistvu ideologija v jeziku. Se ne reče direktno, ampak zakaj Cambridge Biblija, ki je znanstvena in ima vas znanstveno-kritični aparat, eksplicitno reče posilstvo, rape. Recimo, in tako naprej. Ima ta glagol storiti silo lahko kakšen lepši pomen kot posiliti? Olepšanje. Eufemizem se temu reče. Razumem, ampak jaz v tem recimo, ne vem, se pravim, to je čisto moje osebno razumevanje, ampak jaz tega glagola, zdaj ne mislim samo v Bibliji, ampak kjerkoli sem na ga naletela, ga nisem nikoli drugače razumela, kot samo neka alternativa. Zdaj ne vem, kako je to v slovarju ali kakšen slavist. Hvala lepa. Jaz bi pa o temu Rimu, to je 12. stoletje, je ta memorabilija bila nekako napisana. V koliki meri so te legende, ki jih tam omenja,
v koliki meri še danes drži, da je prišlo do kakšnih bistvenih sprememb v interpretaciji teh legend, kasneje ali pa prej. Hvala za vprašanje. Ja, v bistvu torej, kot sem omenil, oziroma kot je razvidno iz samega vira, v bistvu ena nova preobleka je bila, torej kot videli smo, da je uporabljal Livija, da je uporabljal Eneido, vse te klasične antične vire, ampak v eni novi krščanski oziroma v bistvu je združil torej neke vrste svetopismo in torej te klasične vire, ne, torej Trojo, Enea in tako naprej. Tako da s tem gre, zdaj pa koliko pa imamo v bistvu konkretnih podatkov oziroma arheoloških virov za ta čas, precej malo, kot povedal kolega Peter Turk povedati, ne, ker je žal, oziroma žal ali pa na srečo v bistvu Rim kontinuirano poseljen v bistvu že od poznega 2. tisočletja pred našim štetjem, ne. Tako da to je naš problem in tiste čudovite ilustracije, ki jih je Karandini uporabil, ne, in ste jih včeraj kazali, super, mislim, ne, ampak zelo malo pa imamo konkretnih torej podatkov. Zdaj spet, te legende in miti, nekaj gotovo temeljijo na neki realnosti, ki se je takrat dogajala, kot smo videli, ti priseljenci iz Grčije. To je gotovo namig oziroma navezava na grško kolonizacijo, ki jo poznamo iz tega časa. Potem te etruščanske legende, kako so Etruščani sobivali oziroma protili torej Rimljanom in tako naprej. Tako da ja, hvala. Bi potem kar zaključili, oziroma ni še večer, nikakor še ni zaključen, ker zdaj pridejo na vrsto še, čeprav razumem, ena bralna uprizoritev Livijega besedila s strani študentov oddelka za klasično filologijo.